V ponedeljek je časnik Delo objavil rezultate predčasnih vzporednih volitev, ki bodo glede na razsodbo ustavnega sodišča potekale v nedeljo 13. julija. Rezultati predčasnih vzporednih volitev, ki so bili tokrat objavljeni še prej kot ponavadi, kažejo na premočno zmago stranke Mira Cerarja. Cerarju, ki je stranko imenovano po samem sebi ustanovil šele pred tednom dni, je volilno telo namenilo skoraj 17% glasov. Tako je stranka Mira Cerarja močno prehitela SDS Janeza Janše, ki na politični sceni dela napoto že več kot 2 desetletji, a je po rezultatih predčasnih vzporednih volitev zbrala le malo več kot 13% glasov. Zmagovalca volitev torej imamo. S predvolilno kampanjo, ki se v teh dneh začenja, je treba njegovo zmago le še utrditi. Politični analitiki so z akcijo že začeli. Prisluhnimo, kaj je o ljubljencu ljudskih src v oddaji Odkrito povedal Miro Kline. Da ni to samo to, ker je on tak potencial, ker je tak človek, ker ima tak pedigre Mira Cerarja kot jezdeca konju zmagovalcev, v bistvu podobne stvari. Ampak da je ključno to, ko je on začel vsak dan imeti vse 3 predavanja po terenu. On je hodil zadnjo leto praktično vsak dan na 3 predavanjih, na 3 koncih. V tem je poanta. Cerar je hodil. On je hodil. Vas to na kaj spominja? On misli 16 ur na dan, dragi moji, in hodi. On hodi in poriva stvar naprej. S temi besedami je Boris Ružič ne tako daleč nazaj opisal lik in delo Zorana Jankovića. Saj res. Kako pa je z Jankovićem? Hudo. Na predčasnih vzporednih volitvah je njegova Pozitivna Slovenija doživela popoln polom, saj ni zbrala niti polovice glasov, potrebnih za prestop parlamentarnega praga. Ojoj, in to Janković, o katerem smo se pred dobrim letom in pol do sitega naposlušali, da je seveda častivreden mož. Govorilo se je, da je pošten, zanesljiv, iskren, vrhunsko sposoben in učinkovit. Skratka, na prejšnjih volitvah je bil, če ne štejemo Viranta in Erjavca seveda, edini zares pozitiven kandidat. Tako je v politiki. Najprej tekujejo v zvezde, potem pa... Težko je verjeti, ampak očitno trda prede tudi Milanu Kučanu. Kriza je huda, penzija majhna in kmalu še za mačjo hrano ne bo več imel. Oni dan je revež kot brez uma tekal po razbeljenih ljubljanskih ulicah, tam okoli sodišč, pa ga je ustavila novinarka Pop TV, ki jo je zanimalo, kaj ima bivši predsednik tam opraviti. In veste, kaj ji je odgovoril? Niste še poročena. S tem se ukvarjate. Posnetek je malo slabše kakovosti, sporočilo pa je pomenljivo. Kučan je nesramno radovednico vprašal. Niste še poročena? In ko mu je v zadregi odvrnila, da ni, ji je dal tale nasvet. S tem se ukvarjate. No, s tem se ukvarjajte. Tako zdaj vemo. Ker bivši predsednik vse teže in teže shaja svojo penzijo, bo skušal še kaj po strani zaslužiti z ženitno posredovalnico.
Že uvodoma smo povedali, da je na predčasnih vzporednih volitvah premočno zmagal Miro Cerar. Dodajmo, da so njegovo zmago slovenski mediji pospremili z velikim navdušenjem. Kako tudi ne, ko pa je Miro Cerar, tako mediji, med ljudmi prepoznan kot utelešenje pravičnosti in boja za enakopravnost. Tak kot je, si Miro Cerar seveda zasluži, da mu dobre vile še pred nastopom funkcije očistijo teren. Zlasti pomembno je, da mu s poti odstranijo najhujšega tekmeca Janeza Janšo. Ko bo to opravljeno, mu preostane samo še to, da pride, vidi in zmaga. Ker vse kaže, da se bo išlo po načrtu in je Miro Cerar tako rekoč že izvoljen, bi bilo morda najbolje, ko bi volivci vzeli izid predčasnih vzporednih volitev na znanje in bi se formalnim volitvam 13. julija odrekli. Prihranki bi bili velikanski.